Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. S tabo sem Monika in govorili bomo o spolni vzdržljivosti. In ne gre se samo za tisto, kako dlje zdržati v posli, ampak za nekaj veliko širšega in v bistvu tudi kontrolo nad lastnim telesom, nad dihom, nad samim vzburjenjem in nenazadnje tudi to sabo prinese bolj povezano in bolj zadovoljivo spolno izkušnjo. Se pravi, tako kot za posameznika, tako za par. Zakaj je to pomembno? Zakaj je spolna vzdržljivost pomembna? Pa zakaj je pomembno, da se o tem pogovarjamo? Zakaj je pomembno, da veste, kako izboljšati spolno vzdržljivost? Zato, ker v nekem obdobju vsak lahko naleti na neke izzive. Sem že prehitro šla naprej, na neke izzive. Ali je to prezgodnji izliv, ali je to nihanje spolne želje, ali so to težave z erekcijo, ali pa preprosto nek občutek, da pač seks ni tak, kot bi si želeli, ali pa kot je bil. In spolna vzdržljivost ni zdaj neka stvar genetike ali pa sreče, ampak je nekaj, kar lahko treniramo. Ampak kot pri vseh stvarih, ki jih treniramo, je tudi tle treba biti discipliniran, vztrajen in res imeti neko rutino, ki se je držati in tako kot fitness, a ne? Dajmo si prvo pogledati, kaj sploh je spolna vzdržljivost. To v bistvu pomeni, da lahko nadzoruješ svoje vzburjenje, hitrost, ritem in pa tudi samo trajanje spolnega odnosa. Se pravi, ni samo, koliko časa lahko zdržim, ampak koliko zavestno sodelujem s svojim telesom. En podcast smo že imeli, ki bi mogoče tudi pomagal na to tematiko, in to je bilo za gostjo Evo Požar o čuječnosti. To je v bistvu ta mindfulness, ki ga ljudje zelo radi uporabljajo. Slovenska beseda je čuječnost. Tako da ja. Kaj sploh je spolna vzdržljivost? Spolna vzdržljivost pomeni, da lahko nadzoruješ svoje vzburjenje, hitrost, ritem in pa samo trajanje spolnega odnosa. In ni samo to, koliko časa lahko zdržim, ampak koliko zavestno lahko sodelujem s svojim telesom. Imeli smo že en podcast, eno epizodo z gostjo Evo Požar, kjer je razlagala o čuječnosti, se pravi mindfulness, tudi to je lahko velik del tega, tako da, če vas več o tem zanima, si lahko pogledate tudi to epizodo. Veliko ljudi enači spolno vzdržljivost z fizično kondicijo in res tle je pač ta povezanost, da telesna pripravljenost vpliva, ampak ni pa to edini faktor. Spolna vzdržljivost je v bistvu kombinacija psiholoških, telesnih in pa vedenjskih sposobnosti. Najpogosteje težave, ki jih pa tle slišimo, so pa v bistvu prezgodnji izliv, težave z erekcijo, občutek izgube nadzora nad svojim vzburjanjem ali pa celo izguba želje zaradi prevelikega stresa okrog tega. Seveda so povsod izjeme, a ne? Ampak ne vem. Povsod so izjeme. Verjamem, da so ljudje, ki imajo pač določene dele telesa izredno občutljive ali pa pač mogoče kakšne psihološke predpostavke, da pač tega ne morajo doseči s treningom, ampak tle se jaz pač nisem toliko poglabljala v te ekstreme, ampak pač v neko tako splošno svetovanje, kaj vam lahko pomaga, s čim lahko probate, ampak tle morate biti pač res vztrajni in naj pa vam bo to rutina, a ne pač, da si nekako inkorporirate v svoje vsakdanje življenje. V glavnem, tle se pojavi zdaj ta mit, da bodi si vzdržljiv ali pa nisi. Tako, ko lahko treniraš mišice, lahko treniraš tudi spolno zavedanje in to kontrolo, ki ga imaš. Recimo,
zelo povezano tle so telesna kontrola z dihalnimi tehnikami in dih je v bistvu eno najmočnejše orodje pri nadzoru samega vzburjenja. Ko se vzburjenje stopnjuje, se pogosto začne tudi plitko in hitro dihanje. To mislim, da vsi poznamo, ne? Zdaj, če tega ne ozavestimo, stvar zelo hitro lahko uide izpod nadzora. Zato je tle zanimivo probati 4-7-8 tehniko, se pravi, vdih skozi nos 4 sekunde, zadržiš dih 7 sekund in počasen izdih 8 sekund skozi usta, a ne? Recimo, da sem štela prav po sekundah. Ampak, you get the point. V glavnem, druga možnost je pa trebušno dihanje, se pravi dih, ki napolni trebuh. Ne da dihate v tle gor v prsen koš, a ne tako, ampak da dihate s trebuhom, a ne. Se pravi, dih, ki napolni trebuh, ne le prsen koš. Tako dihanje med spolnim odnosom poveča zavedanje in upočasni prehitro stopnjevanje vzburjenja. Se pravi, pač res povezanost s telesom, biti v momentu. Dih plus mišična kontrola, plus mišična sproščenost pomeni daljšo kontrolo in boljšo, a ne. Vemo, da z dihanjem dihalne vaje so pač res taka neka razširjena stvar pri večjih stvareh, nam pomagajo lahko pri različnih stvarih, s katerimi se pač soočamo v življenju. Zdaj, če gremo pa na same konkretne vaje za trening vzdržljivosti in gremo v neke konkretne tehnike in vaje, ki lahko pomagajo pri izboljšanju spolne vzdržljivosti. Namen teh vaj pač ni, da bi zdaj vi postali neki roboti v posli ali pa da bi saj sem se čisto okej izrazila, ampak da se pač v bistvu boljš naučiš zaznati svoje telo, ga počasniti, če je kdaj to potrebno in pač uživati bolj zavestno in trajno. Zdaj, prva je ta, ki vam bo mogoče malo se zanimivo slišala za kakšne, ampak to so Keglove vaje. Keglove vaje niso samo za ženske. Keglove vaje krepijo mišice medeničnega dna in to imamo tako ženske kot moški. Se pravi, to so tiste mišice, ki jih uporabljaš, ko želiš v bistvu ustaviti curk urina, a ne. Pri moških se tudi to lahko izvaja, a ne, tudi tako kot ženske, a ne. Kako jih pač izvajaš? Zdaj lahko ležiš, lahko sediš in v bistvu stiskaš to mišico, kadar hočeš ustaviti curk urina, a ne. Zadržiš nekaj sekund in sprostiš. Tudi to je zelo pomembno, da sprostiš. Pri ženskah je mogoče malo lažje, ker lahko uporabljajo pri tem različne pripomočke, kot so vaginalne kroglice ali pa kakšni jajčki, zdaj so že toliko napredni, da se lahko povezujejo z aplikacijami. In vam tudi beležijo vaš uspeh, ne vem, celo zgodovino, v glavnem ful zanimiva zadeva. In potem to vajo pač nekajkrat ponoviš, fino je, da se dela 2-krat na dan, recimo zjutraj, zvečer. Zdaj, kolikrat točno, na kakšen način delati v smislu, kako ponovitev pa to imate pa zagotovo lahko najdete, kje na internetu je veliko strani, ki se s tem specifično ukvarjajo, ampak ja, se pravi, glavno je to, da v bistvu delaš to na ta način, da želiš zaustaviti curk urina in tudi važno je sproščanje, da narediš dovolj ponovitev, da pač postane to tvoja rutina in da res delaš to redno, a ne, tako kot sem rekla. Zdaj, zakaj so za moške koristne Keglove vaje? Moški, ki redno delajo Keglove vaje, poročajo o boljši erekciji, o večji kontroli nad izlivom in celo o intenzivnejšem orgazmu. Tako da ja, so pozitivne lastnosti, pa bi rekla, da se marsikje še kakšna druga pozitivna lastnost najde.
Druga tehnika je edging. Zdaj sem tudi na Instagramu naredila anketico, če poznate ta izraz edging. In vas je v bistvu precej odgovoril, da ne poznate tega izraza. To je v bistvu trening z zavestnim zadrževanjem. To je tehnika, pri kateri se med masturbacijo ali pa seksom približaš vrhuncu, ampak tik pred tem zmanjšaš stimulacijo ali pa z njo prenehaš, toliko, da se telo nekoliko umiri, a ne. Se pravi, kot da bi dražil, a ne. In potem, ko čutiš, da si se umiril, da pač izliva ne bo, spet povečaš stimulacijo in ko čutiš, da to bo, spet nehaš, a ne. Zdaj, če recimo to pri masturbaciji, normalno začne z masturbacijo, ko začutiš, da si tik pred izlivom, se ustaviš oziroma upočasniš pač in s tem paziš, da ti ne pride, po domače povedano, ne. Kako se umiriti? Tle spet pridejo v poštev dihalne vaje, pač zadržiš, ne zadržiš, dihaš globoko, sproščeno, počasi, pač vse dihalne vaje pomagajo, ne, ker če si ti ful v momentu, pa to, tudi če se ustaviš, pa če si še zmeraj ful vzburjena, ne, še zmeraj lahko pride do izliva, tako da res se moraš tudi noter v sebi umiriti. In ko čutiš, da si umirjen, spet nadaljuješ in narediš par ciklov, preden dejansko zaključiš. Zakaj je to dobro? Na tak način se tvoje telo v bistvu nauči prepoznati točko brez vrnitve in s to vadbo je v bistvu porinil naprej to točko, a ne. To pomeni, da imaš več kontrole, več samozavesti in pa posledično, a ne, boljše spolno življenje. Naslednja tehnika oziroma pomoč je lahko tudi sama masturbacija, tudi to je lahko kot trening. Večina ljudi pač masturbira hitro, a ne, zelo hitro pač to opravi za neko hitro sprostitev, ampak če masturbacijo spremeniš v ozaveščen trening, lahko pa to spet močno vpliva na tvojo spolno vzdržljivost. Kako lahko to narediš drugače? Se pravi, narediš si prostor, kjer pa vzameš čas, a ne. Se pravi, narediš si prostor, kjer nimaš nobenih motenj, kjer nimaš nobenega hitenja in tako, uporabi lubrikant, a ne. Že s tem si pač tako narediš. Vemo, da pač pri masturbaciji se tudi priporoča lubrikant, sploh če je to z igračkami, ampak dostikrat pač tega, če uporabljamo akustična orodja, naše drage, čudovite roke, mogoče tega ne naredimo. In spet zavestna masturbacija, opazovati, kako tvoje telo reagira na različne dotike, na ritem, na pritisk. Spet le lahko vključiš dih, dihaš globoko, dihaš enakomerno, a ne. Lahko edging uporabiš, a ne. In na koncu si vzameš pač čas za sproščanje, da ni tako, okej, zdaj sem pač to naredil, zdaj sem sproščen, ful je dobro, pač gremo naprej z življenjem, a ne. Zakaj je to dobro? Zato, ker s tem ne treniraš le telesa, ampak treniraš fokus, dih, zavedanje in to se kasneje lahko prenese tudi pač na sam spolni odnos, a ne. Bolj si prisoten, manj te preseneti to samo vzburjenje, ker pač imaš res povezano s svojim telesom, zavedaš se, kako tvoje telo reagira na različne dotike, na različne ritme in tako, a ne. Zdaj pa fizična pripravljenost, kot sem že prej rekla, a ne, da pač eni mislijo, da je to ful, a ne, ampak smo videli, da so tudi druge, a ne, druge stvari, ki lahko vplivajo na to. Se pravi, telo in spolnost sta res neločljivo povezana. V kakšnem smislu? Nekdo, ki je fizično boljš pripravljen oziroma ali pa ima več kondicije, če vam je ta izraz bližje, ponavadi imaš potem tudi boljšo cirkulacijo, se pravi boljši krvni obtok, več energije in s tem pač tudi večji libido, a ne. Fino je, da parkrat tedensko izvajate kakšne kardioaktivnosti, od, ne vem, kolesarjenja, hitra hoja, plavanje, kakorkoli, tudi trening z nadobremenitvijo ali pa z
utežmi, če se po domači izražam, je fajn, vse to vpliva tudi na našo hormonsko ravnovesje, to je tudi zmeri fajn predpostavka imeti, fajn predpostavka o tem. Več o tem sva govorili tudi z eno prejšnjo gostjo v enih začetnih epizodah, ki sem jih snemala, staro Petro Klinc, ki je tudi osebna trenerka, in je ona pač tudi malo več povedala o tej fizični kondiciji, fizični pripravljenosti, tako da tudi tista epizoda tle zagotovo pride v poštev, če želite si s tem pomagati. Okay. Potem kakšna recimo joga ali pa pilates sta ful fajn, ker tam je dosti poudarka med povezanostjo telesa in diha, in pa spet te keglove vaje se tle lahko omenja, ne glede na to, da je to pač fizična pripravljenost, tudi pač je to spet neka fizična vaja, ki se jo dela, ne. Zakaj deluje? To smo že omenili na začetku. Se pravi, fizična aktivnost izboljša krvni obtok in to je pomembno za erekcijo. Zmanjšuje stres in poveča testosteron, kar pač, to je to, kar sem govorila o hormonih, pač da nam fizične aktivnosti lepo uravnavajo oziroma pomagajo uravnavati naše hormone in to zelo, zelo ugodno vpliva na našo spolno vzdržljivost oziroma na spolno zmogljivost. Ok, to je to, kar je od fizične pripravljenosti. Naslednja stvar, ki vam lahko pomaga, so pa kakšne tehnične igračke oziroma igračke, ki jih lahko najdeš v naši ponudbi. Tle bi rada izpostavila obročke za penis. Zakaj so obročki za penis fajn za medspolnim odnosom? Zato, ker v bistvu omejijo odtok krvi iz penisa in pomagajo ohraniti tršo erekcijo, in tudi s tem pomagajo tudi ohraniti erekcijo malce dlje. To ne pomeni zdaj, da boš z obročkom za penis seksu lahko v nedogled, da bo tvoja erekcija ful lahko in sploh trda, če pač imaš težave s tem, ampak ne, pač majčkeno bo pomagal. Kakšni penis obročki so sploh fajn, ki imajo razne dodatke za stimulacijo ženske, se pravi, da zraven še klitoris stimulirajo. Eden izmed teh meni je ful všeč od znamke S-Vibe Jovi, in sicer izgleda takole. Se ne vem, se dobro vidi, ker sem jaz zdaj tle vsa črna in še to. Tole pride okrog mod, tole je na penisu in potem ob sami penetraciji se tale polžek razvije, tako da lahko konstantno ostaja pač na klitorisu ženske. Tole pa vam majčkeno zadrži odtok krvi iz penisa. Tale del vibrira, tako da ženski nudi večji občutek polnosti, vam pa večji občutek tesnosti. Tako da tole je Jovi, znamke S-Vibe, upravlja se ga pa lahko tudi z daljinčkom, polnljiv je, vodoodporen in sploh ekstra. Tole je res dobro. V glavnem, pojmo naprej. Se pravi, potem imamo pa kakšne različne igračke, ki lahko pomagajo pri edgingu, se pravi, da ne uporabljaš roko, ampak uporabljaš masturbator. Znamka Flashlight ima prav cel kompletek, Stamina Training Unit se imenuje, se pravi, dobiš masturbator in vse ostale njihove pripomočke, ki so za to potrebni, od lubrikanta naprej. Gre se za to, da v bistvu se približa temu občutku samega spolnega odnosa, se pravi, oni so se zelo trudili sami materialom in pa različnimi strukturami približati občutku vagine, tako da tisti je res fajn, tako da dajte počekirati znamko Flashlight. Ok. Se pravi, ne samo, da ti naredi trening bolj zanimiv, tudi nek nov občutek je, pomagati pri zavedanju, tako da ja. Pač ful fajn. Ok. Zdaj gremo pa, to so bile pač neke te tehnike, ki vam lahko pomagajo pri spolni vzdržljivosti. Zdaj pa pojdimo še na psihološke dejavnike, eden izmed bolj pomembnih vidikov tega, naša glava,
Zdaj lahko delaš vse te fizične vaje, ampak če te pri seksu blokira tvoja glava, boš težko ohranil svojo vzdržljivost. Se pravi, čuječnost, mindfulness oziroma prisotnost v trenutku, to sem že prej omenjala. Omenjala sem tudi posebej epizodo o tem. Tako da ja, najprej biti v telesu, ne v glavi. Kaj to pomeni? Se pravi, da si prisoten v trenutku, da čutiš s tem, kar si, da si prisoten s svojim telesom v trenutku in tudi s svojimi mislimi v trenutku in da si s svojimi mislimi prisoten v svojem telesu, ne da razmišljaš 500 milijon tisoč drugih stvari, ki si jih še moraš narediti, popraviti, ki si jih narobe naredil, ki ne vem, kaj se ti vse dogaja in tako. Ali pa, da med samim seksom razmišljaš, a sem dosti dober, a mi bo prišlo prehiter, kaj si bo pa ona mislila. Ne, a ne. In med tem, ko si ti vse to razmišljaš, telo prestavi na avtomatiko in gre v prehiter ritem, preveč napet, preveč brez kontrole in tako. Tako da, ja, zelo pomembno je, da si z glavo prisoten v telesu in v trenutku, ko to počneš, in to ti bo zelo pomagalo pri spolni vzdržljivosti. Se pravi, kako vaditi to prisotnost? Zdaj ena taka vaja čuječnosti, tudi izven posteljnih aktivnosti, je, da med samo hojo opazuješ dihanje in občutke v svojem telesu. Med samozadovoljevanjem, se pravi, če delaš, če masturbiraš in tako, in da že tam malo se fokusiraš na dotik, na občutek kože, ne na, ne vem, recimo na pornografijo ali pa tako, ampak da si res sam sabo, da se zavedaš svojega telesa, da razmišljaš o svojem telesu, da razmišljaš, kako se tvoje telo odziva na različne dotike, na različne materiale. 100 let tudi igračke zelo zanimive, ki spet nudijo neko novo vrsto stimulacije. Seveda, če pač ti delaš nek edging ali pa masturbacijo, tako kot neko pripravo, kot neko tehniko za izboljšanje spolne vzdržljivosti, to ni. Fajn je, da se tudi probaš z drugimi dražljaji, z drugimi stimulacijami, da se tvoje telo pač spoznava, pa da se ti tudi temu res posvetiš. Da si tako, ok, zdaj je to tako, ne da zdaj si to govoriš, ampak tako, da si res prisoten v tem. Ok. Zdaj, kaj pa med samim spolnim odnosom? Opazuj partnerja, dihaj z njim, z njo, usklajuj ta gibanje, pač bodi pozoren na svojega partnerja, partnerko, kakorkoli. Spet ne s temi vprašanji, bom to, bom bom tretja, bom prehiter ali to. Ne, pač daj se posvet temu, kar se dogaja. Če čutiš, da tvoje dihanje je prehitro, to spet pej tu počasno, globoko dihanje, mogoče spremeni ritem. Tudi med samim spolnim odnosom, kot sem že omenila, lahko izvajaš edging. Zdaj pa tako. Naslednja stvar, kaj je komunikacija in s tem razbremenitev skozi sam pogovor. Zdaj, pogovor pred ali pa po samem spolnem odnosu, lahko tudi vmes načeloma, pač ne vem, zakaj ne, kakšen bi bil to mood killer, ampak sej lahko, pač če so take stvari za rešiti, pa če nimaš težav reševati stvari on the spot, pač why not, Se pravi, to sama komunikacija in pogovor mora biti nekako orodje za večjo sproščenost. S partnerjem si lahko, če imaš to skrb, da ti pride prehiter, lahko rečeš, včasih se mi zgodi, ne vem, kako ravnati, ne vem, pač povedati te svoje strahove, povedati, ko lahko pač si ti misliš, on je ful grozen, me ful hiter pride, jaz nekakor ne zdržim v posli dlje. Pa lahko, da bo partnerki čisto ok, lahko, da bo te spodbudila k vadbi, lahko ti bo pomagala pri edgingu, pač tako treba je te stvari skomunicirati. Tudi skomunicirati, če želiš vaditi med samim spolnim odnosom, pač če hočeš ta edging delati, moraš to skomunicirati, tako, jaz bi pa želel to pa to, to ni nič narobe, Tudi treba je skomunicirati to, recimo, da se res, deva danes, ne vem, malo bolj občutiti, deva danes malo bolj to, kakšne različne dražljaje sprobati in tako,
Ali pa tudi skomunicirati. Če bom kdaj rabo pauzo, to ne pomeni, da mi ni všeč, ampak da želim biti bolj prisoten ali pa da želim provati edging, kot sem že rekla. A ne? Se pravi, to v bistvu vse ustvarja več enega zaupnega prostora. A ne? Ok, zdaj kaj tle še tako, da bi bilo lahko pomemben. Normalizacija slabih dni. Včasih ti gre pač vse od rok, včasih imaš pa občutek, da si prvič v življenju v posli. A ne? Ampak to je normalno. Vsak ima kdaj slab dan. Na našo spolno vzdržljivost, na našo spolno željo vplivajo stres, utrujenost, hormoni, čustva, oziroma pač kaj se nam dogaja skozi življenje, čez tisti dan in tako. A ne? Na kakšne take dni smo lahko pač preveč kritični do sebe, a ne? In takrat si stvari samo še bolj otežimo v bistvu. A ne? Kaj si lahko takrat rečeš? Mogoče se vam to malo tako zdelo, ampak morate se zavedati, lahko si rečeš te stvari, to ni merilo moje vrednosti. Če pač mi danes seks ni šel, če bi jo danes pač prehitro prišlo, ali pa tudi če imam večkrat, to ni merilo vaše vrednosti in tega se morate zavedati. Noben ni zaradi tega manj vreden, noben ni zaradi tega slabši. Če je to neka stvar, ki jo želite izboljšati, ste danes dobili poln enih dobrih nasvetov, ki vam lahko pomagajo, ampak to zagotovo ni merilo vaše vrednosti. Če so to stvari, ki se vam zgodijo včasih, a ne, da je to pač nek odklon, nekaj drugače, kar se vam je zgodilo kot ponavadi, dajte poslušati svoje telo. Vaše telo vam zelo dobro sporoča, a ne, pač odzive in tako. Mogoče ste rabili pa drugačen stik, mogoče ste rabili več nežnosti ali pa sam mir, a ne. Tako da ja, s tem si ne vzameš moči, ampak si jo dejansko vrneš. Tako. Zdaj pa smo prišli še na ta zadnjo kategorijo in to so praktični nasveti in rutina, ki jo lahko izvajaš doma. Ok, zdaj bomo to nekako zdaj vse zložiti skupaj in jaz ti bom predlagala eno enostavno, realno rutino, ki jo lahko v bistvu začneš že danes. Niti treba vsega naenkrat, lahko zbereš 2-3 stvari, postopno dodajaš, kakorkoli, lahko tudi samo z eno začneš. Se pravi, dnevna rutina za trening spolne vzdržljivosti. Zjutraj ali zvečer keglove vaje. Kot sem že prej omenila, 5 minut keglovih vaj. Lahko sediš, lahko ležiš, 10 do 15 stiskov pa in tudi sproščan, a ne, narediš. In vsakič, ko zadržiš in stisneš, zadržiš neke 3 do 5 sekund. In potem sprostiš. Enkrat na teden zavestna masturbacija z edgingom. Se pravi, namesto da hitiš, pač zdaj, koliko vi masturbirate, pa kakšen odnos ima določen posameznik do same masturbacije, a ne, to vsak sam zase ve. Ampak, če je to nekaj, kar vidiš, da bi lahko počel, da bi ti lahko pomagali, potem ti priporočam to. A ne? Zavestna masturbacija z edgingom. Namesto da hitiš, da to praviš na hitro z nekim pornofilmom, si vzam pač, ne vem, vsaj nekih 15-20 minut, poveš se z dihom, s tem dihanjem, ki smo prej govorili, opazuj svoje telo, približi se vrhuncu, se ustavi, umiriš in ponoviš. A ne? Potem trebušno dihanje. To je že tako priporočeno, da pač lahko delaš vsak dan, vsak drug dan, pač čim bolj pogosto. Se pravi, da se uležeš, ena roka je na prsih, druga je na trebuhu in dihaš tako, da se dviga trebuh in ne prsa. Se pravi, ne delaš tega, ampak delaš a ne, ampak spet delaš to globoko, počasi in umirjeno. Zakaj? To ti tudi pomaga med seksom, da postaneš bolj umirjen, bolj zavesten in da nisi, a ne, kaj en zajec. Tako, da ostaneš umirjen. Trebušno dihanje pomaga pri umiritvi. Ok. Kaj še lahko narediš in vpleteš v svojo rutino? Jaz sem tle sicer napisala nekako enkrat tedensko pogovor s partnerjem, valjda lahko tudi večkrat, lahko tudi
manjkrat, a ne, ampak to je pač nek tak okvirček. Lahko preprosto začneš, kaj ti je bilo pa pri zadnjem seksu najbolj všeč, ali pa lahko, če te zelo teži ta tema, recimo, da imaš ful težave s prezgodnjim izlivom, pač lahko poveš, a ne, zakaj pa ne. Načeloma bi mogli imeti ljudje takšne partnerje, da si lahko zaupajo stvari in si povejo. Če jih kaj teži, pač to ni neka stvar, ki bi se jo mogli sramovati. Potem, se pravi, tako kot sem rekla, ne, to mora biti res nek varen prostor za raziskovanje, pa zaupanje, pa podpore pri vama, ne. Potem zadnja stvar, so pa te igračke, ki sem jih prej priporočala, a ne, se pravi, da dodaš v svoj trening edginga oziroma masturbiranje z edgingom kakšen masturbator. Ta Flashlight Stamina Unit je zelo fin, ali pa potem za med samim spolnim odnosom lahko kakšen obroček. Zdaj, Flashlight ima tudi kakšne take manjše masturbatorje, ki se jim reče quick shot, to lahko, se lahko tudi ta večje uporabita v paru, ampak te quick shot so ful, se mi zdi, bolj primerni za uporabo v paru, ker so manjši, pa tudi zelo so zabavni, ker ga lahko odpreš na obeh straneh in lahko vključiš potem ženska, pač moški, kakorkoli, še oralno zadovoljitev, stimulacijo, kakorkoli že. Se pravi, če je tako penis, gre ta quick shot gor in zgor je lukenca in lahko potem še gor malo delaš oralne stimulacije. Ampak tle itak lahko spet edging delaš, tako da ja, pač Flashlight je res fajn znamka. Tako. Zdaj za kakšne bolj vizualne tipe ljudi lahko vizualne, mislim, če ste tak tip človeka, ko vam je všeč journaling oziroma vodenje dnevnika, a ne, lahko tudi, ko začnete s temi dnevnimi rutinami, vodite dnevnik, zato da opazite svoj napredek. To v bistvu ful ni slabo, zato ker zna biti zelo spodbujajoče. Lahko tudi malo za nazaj pogledate, a ne, in vas v bistvu vaš napredek lahko zelo dobro spodbudi za naprej. Tako da ja. To bi bilo za danes to. In če nekako potegnem črto, spolna vzdržljivost ni nekaj, kar imaš ali pa nimaš. Pustimo ekstreme, kot sem že rekla na začetku. Če gledamo splošno, je to nekaj, kar lahko zavestno razvijaš in tako, kar pač pri vsakem treningu potrebuješ čas, potrebuješ pozornost in pa prijaznost do sebe. Tako da, ja. In pa razumevanje drug do drugega, ne. Tako da ja, jaz upam, da vam je bila ta epizoda všeč, da vam pride kaj prav. Za vsa vprašanja smo vam vedno na voljo, lahko tle v komentarjih, lahko na mailu, lahko na socialnih omrežjih, tako da ja, če ti je bil podcast všeč, pa ne pozabi stisniti enega lajka. Se vidimo naslednjič.